En lep pozdrav z orientacijskega tekmovanja, z državnega prvenstva v orientacijskem teku iz Komende. Sem Andreja Anžur in štartam tudi z orientacijo v Komendi in vodim vaše otroke v Komendi. Rada bi povedala, da smo se zdajle 2 dni ukvarjali z orientacijo po gozdovih severno od Križa, Gore in pa Podboršta. Bilo je 120 tekmovalcev v soboto na posamični tekmi. Tekmovali so v različnih kategorijah od otrok do 10 let, ki so se pomerili na progi z smejkoti in jokci in z označeno progo, do starejših moških nad 45 let, ki so sami že s karto in kompasom iskali kontrolne točke, skrite predvsem v kakšnih jamah in jarkih, ki jih je na tem področju kar mnogo. Poudarila bi še tudi, da so se na tekmovanja udeležila norveška reprezentanca in katere člani so na rang lestvici svetovni zasedajo tudi 2. in 3. mesto, tako da so kvaliteto tega tekmovanja zelo popestrili. Pohvalila bi tudi domača dekleta, ki so se pomerile v kategoriji ženske do 14 let, kjer je zasedla Anja Jenko prvo mesto in je postala državna prvakinja. To so bili tudi naši cilji. Cilji za naprej pa so vsekakor višji in gremo naprej. V nedeljo, se pravi danes, smo pripravili pa še tekmovanje v štafetah. Zopet v 2 ženskih kategorijah in 3 moških, na katerih je tekmovalo 50 štafet. Prvi so začeli z masovnim štartom in so se lovili po gozdu, ko so iskali vsak svojo kontrolo, vendar le-te so bile zelo blizu, tako da si niso mogli pomagati med sabo. Lej, tole sem tvoje nešto boleti. Ene stvari je bilo. Sem Aleš Boršnik iz orientacijskega kluba Tivoli. Tukaj vam bom pokazal karto za orientacijski tek, kjer so označene, se pravi na karti, ki je posebna karta narisana posebej za orientacijo, so narisane kontrolne točke, ki jih morajo tekmovalci pobrati, vse kontrolne točke. Tisti, ki jih najhitrejš pobere, vse kontrolne točke v gozdu, tisti je pač zmagovalec. Bomo. 83. Kam. Dalej. 12, 2.
Kam v sliko. Najprej nekaj besed o samem tekmovanju. Kot vidite, je tekmovanje potekalo tako, kot je prav. Vse je bilo regularno, proge dobro postavljene. Nagajala nam je pač elektronika, zato nekatere kontrole niso delale, ampak zdaj ste se tekmovalci že navadili, da je treba v takem primeru pač drugače dokazati, da ste na kontroli bili. Večina tekmovalcev je preluknjala karto z luknjačem, ki je na vsaki kontrolni točki, tako da tudi zaradi tega ni bilo diskvalifikacij. Vsekakor je to spet eno od državnih prvenstev, ki je uspelo in zares lahko čestitamo najboljšim. V kategoriji moški do 16 let je zmagala ekipa Azimuta, Azimut 7, Blaž Grah in Nejc Močnik. Drugo mesto ima ekipa Azimut 8, Jani Oblak in Nace Krajnc. Tretje mesto pa Tivoli, Andrej Boršnik in Nejc Župenc. V kategoriji ženske 19 so bile prve 3 štafete tujske. Tujska legija je bila močna, zmagali sta tekmovalki iz Haldena, Norvežanke, druga ekipa je Jelenova, Hrvaška in tretja ekipa, ki je tekmovala sicer pod imenom našega Ursusa, vendar sta obe tekmovalki iz Hrvaške. V razvrstitvi slovenskih ekip pa je zmagala ekipa Azimuta, Augusta Šotanovec, Lena Marion, ki jo ni več. Drugo mesto med slovenskimi ekipami sta osvojili tekmovalki za OK Brežice Simon Tunde in Barbara Mazovec. Ta seveda ne šteje, torej drugo mesto v razvrstitvi državnega prvenstva sta osvojili Andreja Anžur in Eneja Osterman za OK Tivoli. In tretje mesto v razvrstitvi za državno prvenstvo Irma Pretnar in Lidija Hribar-Šok. Kategorija moški 21. Tujska legija, spet najmočnejša zmagovalna štafeta je iz Haldena, Norveška. No, in druga pod imenom Ursus, 3 Hrvatije. Od slovenskih štafet pa je zmagala ekipa Ursusa Ivan Nač, Gašper Flerijančič in Gregor Andeluh. Drugo mesto je osvojil Šok z ekipo Ritlerič, Omejc, Lebar. Tretje mesto pa je osvojil Polaris z ekipo Šalamun, Rogolja, Kustec. Za državno prvenstvo je štela tudi kategorija Ž18, kjer je zmagala ekipa Šoka, Tanja Pretnar, Jerica Bernik.
Drugo mesto sta osvojili tekmovalki iz Komende Barbara Pogačar, Barbara Brezelj. Tretje mesto pa tudi Komenda Anja Jenko, Katrina Bremšak. V kategoriji Open, odprti kategoriji, so tekmovali samo 3 tekmovalci. Pet tekmovalcev. Zmagal je Boštjan Bohinc iz Cerkelj, drugi je Martin Kristan iz Tivolija, tretji Marko Gerkman iz Cerkelj, četrti Matevž Bohinc iz Cerkelj in peti L. Močnik iz Cerkelj. Jaz si Martin je pa naš, ne? V kategoriji začetnikov je zmagal Jan Žubec iz Tivolija. Drugi je Jure Žubec iz Tivolija. Tretji je Anže Kristan iz Tivolija. Potem pa imamo še kategorijo 10-letnikov, v kateri je zmagal Matej Kristan iz Tivolija. Druga je Reka Alvinger iz Brežic. Tretja Maša Volčič iz Tivolija. Četrti Blaž Petrovič iz Polarisa. Peta Pija Prezelj iz Komende. Šesti Aljaž Borštnik iz Tivolija. Sedma je Pija Odzir. Osma sta pa kar 2. Jan in Ana Kalmin. In 9. Hajner. In na koncu še razglasitev klubov. Rezultati v klasiki in štafetah štejejo, prinašajo točke za razvrstitev klubov. Pri klubih pa je letos najuspešnejši Azimut s 444 točkami je premagal Šok, ki je osvojil 392 točk. Tretji je Tivoli. Tivoli! Ursus jih ima 108, Polaris 107, Brežice 103, Komenda 80 in Cerklje 34. Torej, Ja, nimam, no. veliko zlato plaketo in ogromno košaro dobrot z Gorenjske, od Gorencev, pa veličastno majolko z Gorenjske, polno gorenjskih dobrot, ljudje Azimut. Ovdje sem mimo odkatočil. Ja, je prevezano, no, prevezano. A neće pas. Še enkrat bi rada predstavila članico orientacijskega kluba Komenda, najprej Anjo, ki je postala na soboto državna prvakinja v kategoriji do 14 let. In bi jo rada vprašala, kako si včeraj delala na progi, da si postala državna prvakinja? Ja, na začetku sem se mišlo dobro, pa sem malo zašla, pa sem se najdla. Pa sem pa še srečala Tanjo, pa so šli na 1-2 točke skupaj, pa sem jo pa prhtela. A to pomeni, da je ona šla po kakšni drugi poti? Ja. Da so šli narazen, pa Ja. da si potem ti pohitela malo, oziroma se je še ona zgubila? Ja. Tako bilo? Ja. Okay.
A je bilo kakšna zanimivost na progi, si mogla, ne vem, čez kakšno tunco plavati ali kaj podobnega glede na vodostaj vode? Ne, je bilo kar bolj po poteh pa po travnikih. Zdaj pa še Barbara, ki pa je danes zasedla drugo mesto na štafetah s prijateljico Barbaro Prezelj. Me pa zanima, kako sta pa one dve se spopadale s progo, glede da je bila težavnost v štafetah kar zahtevna za njihovo stopno znanja. Si srečala mogoče kakšno žival ali kaj takega? Danes ne. Kaj pa včeraj? Včeraj je pa pred mano stekla ena srna, sem se jo ful ustrašila. Ok, hvala lepa, punce. Na tekmovanju v državnem prvenstvu v orientacijskem teku v štafetah so se nam pridružili tudi tekmovalci iz Norveške. To so elitni tekmovalci, ki so prišli v Slovenijo in kasneje tudi grejo naprej na Hrvaško trenirati. Nekaj nam bodo povedali o njihovih načrtih tukaj, kakšen je bil teren in o svojih osebnih uspehih v športu. You came to Slovenia to training, or are your plans also some other plans? We are coming here mostly for training 1 week, the first part in Slovenia and then the second part in Croatia. And we are coming because of the great terrain you have here for orienteering. Thank you for terrains. Yes, we have a karst area, so that's probably very interested. And today it was relay. It was not a karst area, but I hope it was also interested. How do you feel your race today? Yeah, I really liked the area. It was good orienteering, and of course it's not a karst area, but it's still a good continental area, which we are not having so many of at home, and therefore it's really good training to run here, and I enjoyed running the race today. Povedal je, da so prišli v Slovenijo na trening za en teden in da bodo potem nadaljevali svojo pot na Hrvaško. Tereni pri nas se mi zdijo zelo zanimivi, predvsem zaradi našega krasa, kjer so tereni zelo zahtevni za orientacijo. Hkrati pa so za njih zanimivi tudi drugi tereni, ker so tereni različni po različnih delih Evrope in se želijo tekmovalci privaditi tudi na terene, na katere niso navajeni na Švedskem, zato prihajajo na treninge tudi k nam. Tekma pa se jim je zdela zelo zanimiva in so se z veseljem udeležili. I would just like to ask, you are a team from a club, and as I heard, you are quite good or very good orienteers. Can you tell me something about your success or your ranking in the world orienteering? Yes, as a club we are probably at senior level the best club in the world. We have been winning the Tiomila relay in Sweden, which is one of the two biggest, 6 times the last 7 years, and also the Jukkola relay in Finland we have been winning last year. So as a club we are probably the best in the world right now. Torej povedal je, da je klub Halden norveški klub, ki je eden najboljših na svetu. Za primerjavo je povedal, da je njihov klub, štafeta njihovega kluba, zmagala na tekmi, ki jim rečejo Švedi Tiomila. To je zelo zahtevno tekmovanje v štafetah. Ravno tako pa so letos zmagali na finskem tekmovanju v štafetah, ki se imenuje Jukkola. Sedaj pa bodo povedali še nekaj osebnih uspehih. Can you tell me something about your personal success of you and your colleagues? Last year I was in the winning relay team at the World Championship, and I got a bronze medal individually, so that was my best result from last year. 2 years ago I won also the European Championships, and Jarkko Hovila running in the other team we had
today, the last leg. He was second in the World Champs relay last year and won the World Champs relay 3 years ago in Finland. So we are perhaps the best runners with the best individual results that are here now, and we are both aiming hard for this World Championship in Sweden this year. Can you tell me your name, because you just said the name of your colleague? Yeah, I'm Emil Wingstedt, so I'm a Swede and Jarkko Hovila is from Finland, even though we are living and running for a Norwegian club. Torej, povedal je, da sta on in njegov kolega Jaka, ki sta sicer, ki tečeta za norveški klub, vendar sta Šved in Jako je Finec, da sta v prejšnjih svetovnih prvenstvih. You said you have bronze medal at relay? No, bronze medal personal individually. and gold medal at relay. Yeah, that's correct. Torej, za Švedsko je zmaga v švedski štafeti in on osebno osvojil 3. mesto na svetovnem prvenstvu, kar je zelo velik uspeh. So my congratulations for your bronze medal individual and for gold medal on relay. Yeah, thank you. Thank you very much. I'm very glad I can speak with you. And have a nice training in the afternoon and have a nice day in Slovenia. I hope the weather will be nice so you can train well. And see you maybe next year in August. We have a 3-day competition. Okay. So you can join us then. Yeah, we'll see if it's fitting in the plan. But thank you very much for letting us run the relay today. It was a nice relay, and I hope also that we are getting good weather. I know that the train is good for training, so thank you very much. Tu ob meni sedi še Robert Slapnik, predsednik smučarskega kluba Komenda, enega od soorganizatorjev, pa bo še on več povedal, kaj so delali zraven. Ja, mi kot soorganizator smučarski klub Komenda smo s svojimi člani, fantje, so pomagali pripraviti to prireditev. Dobro sodelujemo s orientacijskim klubom Tivoli Ljubljana. Tako kot lansko leto, ko smo pripravili Alpe Adria pokal, smo tudi letos pomagali pri organizaciji tega državnega prvenstva. Pač mi ne moramo postavljati teh kontrol, ker nismo za to zverzirani, ampak vso dejavnost prireditve, se pravi obstransko dejavnost, pa ponavadi zmeraj pripravimo smučarji iz Komende. Tako da upam, da se bomo tudi naslednje let spravili delati kakšen tak dober projekt, kakšno mednarodno veliko tekmo ali pa mogoče tudi državno prvenstvo, ne vem, kako bojo to. Tako da mi smo skozi pripravljeni delati, zato ker zdaj se sezona smučarska končuje in je treba tudi majčken pač drug šport za kondicijo, malo teči pa to in zelo radi pač le sodelujemo zraven. Hvala. Jaz bi se pa zdaj še zahvalila vsem, ki so omogočili sploh to prireditev. To so pa bili podjetje Inštitut za ekološki inženiring iz Ljubljane, že delujoči v Komendi pri projektu kanalizacije. Potem so Terme Snovik, naš standardni sponzor že. Ne smemo pa pozabiti občine in gospoda župana Tomaža Drolca. Ja, zahvalil bi se pa še malenkostno trgovini Tuš, market Kmečki hram s Križa, ki nam je pomagal pri pojedini in pri praznovanju rojstnega dneva, 15. rojstnega dneva orientacijskega kluba Tivoli, ki je v Sloveniji prvo ustanovljeni klub
Drugo leto bi vas povabila še na kakšno prireditev, če ne na državno prvenstvo, pa vsaj na kakšno tekmovanje, ki bo štelo za slovensko ligo, ali pa pozimi na trening tekme, ki štejejo za zimsko ligo. Vabljeni vsi še drugo leto.